V knjižnici Medvode nas enkrat mesečno razveselijo z domoznanskimi večeri in nismo dosti zgrešili, če rečemo, da je zadnji, ki je bil v sredo 19. marca, privabil zlasti prebivalce iz krajevne skupnosti Pirniče. Gostja, arhitektka doktorica Lara Slivnik, je namreč predstavila knjigo o inženirju, konstruktorju mostov, statiku stavb in pionirju izračunov za armirano-betonske konstrukcije Stanku Dimniku, ki ga Medvoščani zagotovo najbolje poznamo kot konstruktorja naše, žal pred kratkim uničene brvi čez Savo v Vikrčah. Poleg vsega naštetega je bil Stanko Dimnik tudi inovator. Prvi na svetu je uporabil poseben sistem drsne potresne izolacije. Sodeloval je pri načrtovanju in graditvi prve večnadstropne armirano-betonske stavbe z okvirno konstrukcijo v Kraljevini Jugoslaviji. Po njegovih načrtih so postavili 2 mostova iz lesenega paličja z velikim razponom v Kranju in v Vikrčah. Zavzemal se je za poglobitev železnice v Ljubljani in napisal razpravo o kinematiki in dinamiki potresnih površinskih valov. O njem se je v knjigi z naslovom Stanko Dimnik, pionir slovenskega gradbenega inženirstva razpisala arhitektka in docentka na Fakulteti za arhitekturo, doktorica Lara Slivnik, tokratna gostja v knjižnici Medvode. Zakaj on? Zaradi tega, ker je pravzaprav o vseh gradbenih inženirjih v Sloveniji zelo malo znanega, ker se mi zdi, da se s tem pravzaprav nihče ne ukvarja. Ne umetnostni zgodovinarji, ne gradbeniki, seveda arhitekti, kot sem jaz, tudi ne, ampak glede na to, da sem iz takega področja in kar me zanima, je zgodovina arhitekture in tudi konstrukcij, se mi je zdelo, ko sem zelo veliko raziskovala to obdobje 19. in 20. stoletja arhitekture v Sloveniji, sem naletela na Stanka Dimnika in ugotovila, da je zelo malo raziskan in me je zanimalo kaj več in potem je to kar se odprlo področje. Področje torej, ki je bilo še precej neraziskano in je o njem odkrila veliko novih stvari. Vzpostavila je tudi kontakt z njegovima vnukoma, ki sta ji dala še nekaj ohranjenega arhiva, ki ga je nato uporabila v svoji knjigi. V njej je seveda veliko napisanega tudi o pred kratkim uničeni brvi čez Savo med Vikrčami in Mednom. Most čez Savo je bil edinstvena viseča brv, saj je bila 92 metrov dolga pokrita lesena palična konstrukcija, obešena na jeklene vrvi. Spada med 2 izmed njegovih zelo pomembnih mostov, oba sta bila lesena. In en je bil leseni most čez Kokro v Kranju, drugi je bil pa prav ta lesena brv čez Savo. Zaradi svoje dolžine, zaradi te nenavadne konstrukcije je bil tudi, kot sem že na predavanju omenila, je bil tudi vpisan v register dediščine slovenske. Doktorica Lara Slivnik sicer o mostu govori predvsem z občudovanjem, a s precej manj nostalgije kot krajani, ki so v knjižnico prišli prisluhniti pripovedi o njihovi dolgoletni povezavi s sosedi prek Save, saj pravi, da je sicer škoda, da ga ni več, a nič ni večno. In kaj je tisto, kar doktorica Laro Slivnik pri tem mostu najbolj navdušuje? To brv je oblikovala predvsem konstrukcija, ker je bil obešen na ta 2 armirano-betonska pilona z jekleno vrvjo oziroma s temi jeklenimi vrvmi in takšne konstrukcije pravzaprav tako s takim razponom v Sloveniji in tudi širše ni, in da bi bila lesena konstrukcija, ta palična konstrukcija obešena na lesene vrvi, jaz ne poznam primera na svetu. Glede na čas in neobičajno konstrukcijo bi sicer lahko rekli, da je bila gradnja brvi zapletena, a po drugi strani je bila zelo hitro dokončana. Leta 1934 so to brv naredili v 2 mesecih. Tako da zdaj lahko rečete, da je bilo zapleteno, seveda je bilo zapleteno s tisto tehnologijo,
ampak znali so to v 2 mesecih narediti. V razpravi v knjižnici so se obiskovalci dotaknili tudi vzrokov, zakaj so Brv na koncu odnesle poplave. Med drugim so ugotovili, da je bila po koncu gradnje mogoče napaka v kasnejšem nasutju brežine, a tudi z današnjim znanjem v preteklosti mostu najbrž ne bi mogli narediti nič drugače. Takrat, mislim, ne bi mogli nič drugače narediti. Niso mogli nobenega drugačnega materiala lahko, mislim, absolutno bi lahko naredili vse drugače ali pa vse enako, ampak za tiste razmere so, mislim, da so naredili maksimum, in kar se tiče razpona in kar se tiče finančnega vložka, mislim, da je bil za tisti čas to res en optimum. Obiskovalci tokratnega domoznanskega večera v knjižnici so s svojim zanimanjem in razpravo še popestrili prijeten večer, ki je odkril kar nekaj zanimivosti o Stanku Dimniku, mogoče nekoliko spregledanim mojstrom gradbenega inženirstva. V knjižnici je bilo zelo prijetno in bi se zahvalila vsem, ki so prišli in so tudi delili svoje izkušnje s tem mostom, ker je bilo res prijetno poslušati tudi to, kako so oni doživljali ta most, in predvsem, kako je bilo, ko ga je odplaknilo, ko ga, se veste, ob poplavah, ki so bile avgusta leta 1923, je ta most odplaknilo in sem videla tudi pač filmček, kako je bilo takrat, tako da je bila res prijetna izkušnja, tudi žalostna, ampak da tega mosta ni več, ampak za raziskovalca, kot sem jaz, je zanimivo videti tudi, kaj se je dogajalo v tistem času z mostom. Izvod knjige Stanko Dimnik, pionir slovenskega gradbenega inženirstva, je bil izposojen še isti večer. Jo bo pa zagotovo mogoče dobiti, ko bo vrnjena nazaj v knjižnico. Tisti, ki vas knjiga, ki je bila izdana v sozaložništvu Fakultete za arhitekturo in Inženirske zbornice Slovenije, res zanima in je ne najdete v drugih knjižnicah, pa se lahko obrnete na avtorico Laro Slivnik, katere kontakt najdete na spletni strani Fakultete za arhitekturo in vam bo z veseljem pomagala.